jaz bi vas pozdravil. Z ženo sva prvič tukaj med vami in sva izredno vesela za Božjo milost, ki je tukaj vidva, konkretno v vas. Vi ste sad Božje milosti, vi ste sad evangelija tukaj v tem kraju. In vi ste Božje svetišče, ki si ga je Bog sam postavil tukaj. In jaz bi rad po Božji milosti dodal en kamen, mogoče res danes v tej zgradbi, ki jo Bog gradi tukaj med vami na temelju, seveda, ki je Jezus, ker je samo en temelj. No in zaradi te milosti, ki je tle med vami prisotna, si bom jaz drznil biti drzen danes in vas bom tudi zval z enim izzivom za vse življenje. Zdaj, ko me je Sebastian povabil, da bi govoril tle na temo psalmov, ne vem, če se je zavedel, v kakšno nevarnost se je spustil, ker namreč psalmi so zelo pomembni za moje življenje in moja sprašnjava je danes, kako biti ustrezno kratek, ker bi lahko res ogromno tega povedal. Tako da bom se skušal vrzdati v glubu. Ja, no, jaz bi danes, kot razumem, ste vi o psalmih že nekaj slišali prejšnjem tednu, Metod malo govoril o strukturi psalmov, o tem, kako so zgrajeni, malo je povedal o paralelizmu, o tem, kako je hebrejska poezija, kako deluje, da jo lahko prav razumevamo. In to se mi zdi fajn osnova. No, ampak danes bi pa jaz želel v bistvu najprej govoriti o knjigi psalmov kot celoti. Kaj to je? In bi rad v bistvu vas povabil, da se zdaj vprašamo, kaj pravzaprav so to psalmi? In kaj je ta stvar knjiga psalmov? Ker zdaj, tako, kristjani verujemo, da je Sveto pismo, da je Božja beseda. Ampak zdaj, sred te knjige, sred Božje besede, pa eno celo knjigo, ki je pa pravzaprav človekova beseda Bogu. Cela knjiga molitev, pa se jih je še več, dejansko so še tukaj žalostinke, pa še kar nekaj drugih molitev je tudi v Svetem pismu. Ampak ena cela knjiga je posebej človekov odgovor Bogu. Rad bi, k tem se bom večkrat danes vrnil, tako da to vprašanje si dajte mečkam tako pred oči pa v srce. Dajmo razmišljati o tem, zakaj je Bog po svoji modrosti in previdnosti v svojo besedo dal eno celo knjigo, ki je vsaj tako formalno gledano človekova beseda Bogu, pa vendar je navdihnjena od Boga. Zdaj konkretno, če pogledamo, kako je ta knjiga nastala, to so mnogi od teh psalmov so individualne molitve posameznika, ki pa so jih judovski modreci v določenem času zbrali skupaj in so jih v enem smislu iztrgali ven iz njihovega naravnega okolja. Za nekatere od psalmov celo vemo, recimo psalm 18 najdete v isti obliki v 22. poglavju 2. Samuelove knjige, znotraj pripovedi o kralju Davidu in tako naprej. Nekatere druge psalme tudi najdete saj kose v 16. poglavju 1. kroniške knjige. Se pravi, psalmi, saj mnogi od njih so bile najprej posameznikove molitve, ki so funkcionirale čisto v konkretnih okoliščinah, času in prostoru. In tam kaj bi rekel, bi lahko tako človeško gledano rekel, tja bi te molitve spadale. Pa vendar so judovski modreci in seveda verujemo pod navdihom Svetega Duha v določenem času, v določenem obdobju čutili, da morajo te molitve v bistvu vzeti ven iz tega okolja in iz njih sestaviti zbirko. Posebno zbirko, ki se imenuje psalmi oziroma hvalnice v hebrejščini. In zakaj so to naredili? Zakaj se jim je to zdaj potrebno? Zakaj? Ker se pravim, to je malo antiintuitivno, zakaj imeti molitve posebej. No, vsaj del odgovora na to vprašanje, zakaj, je pravzaprav v tem, da saj del tega, kar je danes sestavila to zbirko, se je že zelo zgodaj uporabljalo v templju. Pa še prej mogoče v vzhodnem šotoru, ampak definitivno v Salomonovem templju in tudi poznej, so se uporabljale kot pismerica, kot pač nekaj v smislu tega. To so enostavno zbrali in sestavili in to se je uporabljali kot del tempelskega bogoslužja. Dejansko, že o Davidu beremo, da je postavil pevce v tempel, ki so peli in hvalili Boga in tako naprej. In nekatera od imen tistih pevcev, ki jih tam najdemo o pripovedi o Davidu, v zgodovinskih knjigah najdemo v napisih psalmov, tako da tukaj je neka povezava.
Ampak potem pa seveda tako v psalmih oziroma psaltru, kot se reče v celi knjigi, najdemo pa tudi dosti anonimnih molitev. Tam pa sploh ne vemo, kdo jih je napisal, kakšne so bile okoliščine, samo direktno soočeni smo s temi molitvami v Svetem pismu. In zdaj, zelo verjetno je, tako strokovnjaki domnevajo, da so tudi te molitve napisali tempeljski služitelji, da dejansko so sploh te anonimne molitve nastale prav za potrebe bogoslužja v templu. Se pravi, da so bile del tega, ko je Izrael prehajal seveda ob praznikih, pa tudi ob vsako soboto, pa tudi vsako jutro in vsak večer, ko so se žrtvovali žrtve, zraven se je pelo, zraven se je slavilo Boga. In to je zelo pomemben kontekst, to si moramo zapomniti, ker je to pomembno tudi za nas danes, tako je sens mislim. In dejansko, kot sem že omenil, recimo Korahovi sinovi, Asaf, Heman, Etan, ki se omenjajo v napisih nekaterih psalmov, to so bili tempeljski služitelji. Tako da tukaj gotovo je nekaj na tem. Ne? Se pravi, če mislimo psalmi, mislimo nekaj, kar spada v tempelj, ker je del tega bogoslužja, ker je del tega žrtvovanja, ki ga Izrael prinaša Bogu, ki se je po milosti zavezal, da bo z njimi na tem izbranem kraju. Se pravi, psalmi spadajo v tempelj tam, kjer Jahve prebiva osebno, kjer je ta njegova prisotnost, kjer je šekina Božja. Psalmi so, kaj bi rekel, sestaven del te realnosti. No in zelo pomenljivo je pa tudi, da so judovski modreci to knjigo razdelili na 5 delov in to tudi v sodobnih svetih pismih se to še označ, 1., 2., 3., 4., 5. knjiga. Zakaj so to naredili? S tem v bistvu so nekako namenili, da psalmi odgovarjajo 5. Mojzesovim knjigam. Prav 5. knjigam Tore, 5. knjigam razodetja Božjega, kjer je Bog govoril Izraelu, tako je zdaj 5 knjig Izraelovega odgovora na Toro, na postavo, na razodetje Boga, ki jim je dan. Že tudi tukaj v tem vzorcu vidimo v bistvu to, da Bog govori in človek odgovarja in ta odgovor je pa že v bistvu tudi navdihnjen od Boga in je v Svetem pismu. Se pravi, vidimo ta vzorc Božja beseda in odgovor že na Božjo besedo. Tukaj bi v bistvu lahko tako rekli, psalmi v nekem smislu pričujejo, da je Božji projekt uspel. Božja beseda je prišla do človeka in ga je nagovorila in se že od človeka nazaj vrača k Bogu, kot hvalnica, kot molitev, tudi lahko kot spokorna molitev. Ampak Božja beseda je v psalmih dosegla svoj cilj. Človeka je nagovorila, iz človeka, ki tava, ki blodi, je naredila človeka, ki moli, ki se obrača k Bogu, ki se vrača k Bogu, ki se žrtvuje Bogu. Skupaj z vsem Izraelovim bogoslužjem. No in zdaj, kako je možno zdaj, če je to res, da so psalmi navdihnjeni ali pa celo mogoče avtoritativen človekov odgovor Bogu, kako je to mogoče, iz kje lahko to vidimo? Mislim, da prvo lahko pogledamo par dejstv o vsebini knjige psalmov. Zdaj, psalmi so najdaljša knjiga v Svetem pismu, se pravi, v tem smislu so obsežna knjiga. In eno je to, da so obsežni, drugo pa to, da so raznoliki. Dejansko, če pogledamo, lahko bi rekel, da psalmi zaobsegajo večino ali pa kar vse človeške situacije. Od veselja do žalosti, greh, slavljenje, ljubezen, sovraštvo, strah, obup, zaupanje, vera, vse to, kar se nam ljudem dogaja na tem svetu, je tukaj not zajeto in je tematizirano, obravnavano. To je snov, iz katerih so te molitve narejene. Se pravi, v bistvu je, če ne res obstaja nek celovit človekov odgovor Bogu, potem ta odgovor mora biti tak širok, da zajame vse to, kar mi ljudje smo. V tej naši izkušnji, kaj pomeni biti človek v tem svetu zdaj, padlem svetu, kjer pa se je razodel Bog, ki zavezo vzpostavil z nami. Se pravi, psalmi pravzaprav vse to, kar je človek, vse to, kar smo kot Adamovi potomci, psalmi vse to
vse to zajemajo, vsega tega se dotikajo, ampak ne, vse to tudi dvignejo k Bogu. In v tem je moč psalmov in v tem vidimo, kako oni pravzaprav naravno spadajo k tempeljskemu bogoslužju. Psalmi vzamejo vse to, kar mi smo, vse naše okoliščine, naše vrhove in naše padce, našo najglobjo temo in največjo svetlobo je direktno naslavljajo, brez olepševanja, jemljajo in prinašajo k Bogu. To je, molilci psalmov vse te situacije prinesejo direktno k Bogu. In to je, se pravi, tukaj že vidimo, kakšno vlogo ima ta zbirka lahko, ne? Da to, kar človek je, da spozna točno tako, kot je, pove izraz točno tako, kot je, ampak obenem pa tudi že dviga k Bogu in zato preobraža. In v luči Boga, ki se je razodel, v luči Jahveja, ki se je razodel kot zvesti Bog, se vse te človeške situacije se začnejo doživljati v novi luči, v luči Božje milosti in dejansko tukaj gre za Božje ljubezen, ko vse dela na novo. Tudi že tukaj noter. Potem naslednje pomembno vprašanje je to, da se vprašamo, kdo je taki mol psalmi v resnici. Zdaj, celotna zbirka je pripisana kralju Davidu in tudi konkretnih psalmov precej. Psalmi so se zmeri povezvali z Davidom. In to je pomembno, ker David je zelo zanimiva in v bistvu ena ključnih figur, ne, v stari zavezi, prelomnih figur, marsičem, ne. Zdaj, on sam je po eni strani taki utemeljil tempeljsko bogoslužje, se pravi, tle je že čist tempeljsko petje. Bogoslužje je bilo od Mojzesa, ampak petje v templju je David izpostavil. Se pravi, je logično, da je tukaj on potem tudi avtor ali pa glavni pokrovitelj te zbirke. Ampak po drugi strani je pa David seveda tudi tisti, ki je združil Izrael, ki je zbral Izrael v eno kraljestvo. On je voditelj Božjega ljudstva in je tudi v tem smislu predstavnik Božjega ljudstva. In potem je pa še tretji vidik, Davidu so bile dane obljube, da bo njegov potomc tisti, ki bo končno Izrael postavil tako, kot je prav, da bo stvari zrihtil, da bo končno enkrat Božje ljudstvo to, kar bi moralo biti. No in je zelo pomenljivo, ne, da je molilc tukaj ta David, ne, ki v bistvu že sam s tem, kar je po funkciji, on pravzaprav predstavlja ves Izrael. Ne. In tudi sicer bi lahko rekel, da psalmi so molitve tipičnega, v narekvajih, pravičnega iz stare zaveze, tega pravičnega človeka, ki ga poznamo tudi iz modrostne književnosti. Ne. Pravičen je tak, pravičen je tak, pravičen to, pravičen. Psalmi so molitev tega pravičnega, tukaj ne govorimo o neki popolni pravičnosti, ampak govorimo o človeku, ki stoji v zavezi z Bogom in ki odgovarja na zavezo, na Božjo milost, na Božjo besedo, ki priznava svoj greh odkrito, brez olepševanja, ampak ki stoji v zavezi. Ne? In ki sledi temu Bogu zaveze, ki mu sledi skozi vzpone, padce, zvesto do konca. No in spet ta pravični pravzaprav je prispodoba Izraela kot celote. Taki mol psalme je Božje ljudstvo, to je vse Božje ljudstvo. In seveda spet, če vidimo, da je njihova funkcija bila del tempeljskega bogoslužja, drugačne more biti. Tudi če je to molitev posameznika zapisana v prvi osebi jednine, je to še vedno molitev vsega Božjega ljudstva. Ko si prišel v tempelj, ko se je ta psalm pel, si videl, to je moja molitev, s to molitvijo se jaz Bogu prinašam. Ni samo na žival, ki tam gori na oltarju, v bistvu se jaz prinašam Bogu zaveze, se mu izročam, dajem mu sebe v celoti. Se pravi, v templju bi lahko rekel, se v nekem smislu ne daruje samo tiste živali, ampak se daruje ves Izrael Bogu. Ne? Se pravi, psalmi so torej že v stari zavezi molilca klicali in ga povezovali v Božje ljudstvo kot celoto. No, ampak seveda vemo pa, da stari Izrael je bil zelo daleč od popolnosti. In sploh po katastrofi v babilonskem suženstvu je bilo stanje bedno in to dejansko nekateri psalmi prav presudljivo opisujejo, to bedo Božjega ljudstva, ki je grešilo, ki je dejansko doživelo katastrofo. Ne? No in seveda, ampak zato je pa toliko bolj te obljube Davidovega potomca so bile toliko bolj pomembne. No in potem pa, kot beremo v Novi zavezi, v polnosti časov je pa prišel ta Davidov potomc.
In katero knjigo iz Stare zaveze največkrat najdemo pri njem na ustnicah? Psalme. Z njimi živi, pridiga, svoj nauk z njimi podpira in umre z njimi na ustnicah. Dejansko njegove zadnje besede so iz psalmov. Se pravi, zanimiv, ne? On sebe s psalmom prinese očetu kot pravo daritev v pravem svetišču, nebeško. Oče, v tvoje roke izročam svojega duha. No in če bi vas psalm 31 prebrali, pa potem tudi psalm 22, ki ga citira v Markovem evangeliju, pa vidimo, kako se je Jezus globoko poistovetil s temi teksti. Ker zmer je treba cel psalm prebrati, pa cel navedek, kadarkoli Nova zaveza citira kaj iz Stare zaveze, ne brati une vrstice, pejte celo poglavje v Stari zavezi prebrati. Boste videli, potem se stvari prav odprejo. In tako je tudi v teh psalmih. Vidimo, da Jezus se globoko poistovetil in obenem pa spet vidimo, kakšna globoka in dejansko šokantna proroška beseda so te psalmi, ker na mnoge stvari Jezus tudi ni mogel vplivati. Ampak psalmi dejansko z Božjo inspiracijo proroško napovedujejo realnost, ki je Jezus in ki smo tudi mi. No in potem Jezus po vstajenju reče svojim učencem, mora se izpolniti vse, kar je pisano o meni, v Mojzesovi postavi, prerokih in psalmih. In bolj piše, tedaj jim je odprl da so doumeli pisma. Prav Luka v 24. poglavju. Odprl jim je In kaj je bil sad tega, da je Jezus svojim učencem odprl da so doumeli pisma? Tudi sami prvi učenci so se poglobili v knjigo psalmov in Nova zaveza največkrat navaja to knjigo iz Stare zaveze, bolj kot kjerokoli drugo. Oni so dojeli, da je dejansko v psalmih Jezus skrivnostno prisoten, bolj kot v večini drugih knjig. In tudi, to pa zdaj za nas danes bistveno, začeli so jih tudi sami uporabljati v svojem bogoslužju oziroma v vsakdanjem molitvenem življenju. Sta dva odlomka v Pavlovih pismih, ki sta si sorodna, in jih bom prebral en iz pisma Efežanom, drug pa iz pisma Kološanom. In tako pravi. Naj vas napolnjuje duh, nagovarjajte se s psalmi, hvalnicami in z duhovnimi pesmimi. Kološanom, Kristusova beseda, oziroma beseda o Kristusu, naj bogato prebiva med vami, v vsej modrosti se med seboj poučujte in spodbujajte, s psalmi, hvalnicami in duhovnimi pesmimi v svojih srcih hvaležno prepevajte Bogu. Zdaj nimamo časa, ampak tudi tukaj bi bilo pravzaprav zelo toplo priporočam, da si preberete tele dve poglavji, Efežanom 5 pa Kološanom 3, ker boste videli, v kakšnem kontekstu Pavel tele besede zapiše. Kontekst je pa tale, Pavel s temi vrsticami pravzaprav v tem poglavju govori o življenju novega človeka. Prej je povedal o evangeliju, prej je povedal, kako smo odrešeni po Kristusovi smrti, prej je povedal, da smo s Kristusom pokopali starega človeka in da je bil v moči Jezusovega vstajenja in v moči Svetega Duha, da je v nas novi človek, ki ga moramo pa vsak dan sprot obleči in hoditi v njem in vse, kar je staro, položiti v smrt. In ko v bistvu Pavel govori o tem, o praksi, kaj ne bi ta nov človek praktično delal v smislu molitve ali pa v smislu duhovne prakse, je ta prva stvar, kar reče, so psalmi. In potem te hvalnice in duhovne pesmi, se pravi ostale krščanske pesmi, ki se pojejo v cerkvi, na začetek postal psalme. Se pravi, to je prva stvar, ki jo ta nov človek, ki je prerojen po Jezusovem vstajenju. To je njegova konkretna praksa, s tem se on gradi, s tem se spodbujamo med sabo, s tem se gradi cerkev, da vstopimo v to realnost. Ne. V bistvu bi lahko rekel, da cerkev, da s tem pravzaprav nadaljuje tempelsko bogoslužje, ampak tokrat pa seveda v ta pravem templu, ne,
v templu v nebesih in po posredovanju ta pravega velikega duhovnika, ki je Jezus. In tukaj vstopimo v pravo resnično nebeško bogoslužje. In po eni strani s psalmi prenašamo sebe Bogu, kot živo žrtev, prav Pavel, preneste svoje telesa kot živo žrtev. To je edin ta pravi odgovor na Božjo ljubezen, na Božjo usmiljenje, na evangelij, da sebe prenesemo kot živo žrtev. In psalmi nam to pomagajo. In po drugi strani cerkev s psalmi seveda tudi mol za svet, ker veliko molitev v psalmih govori in mol za ostale, za svet, za človeštvo. In to je, tukaj pa pravzaprav s tem pa cerkev svojo duhovniško, kraljevsko duhovniško vlogo izvršuje. Ker vemo, da smo za to odkupljeni, to je naša nova identiteta, da smo kraljestvo duhovnikov v Kristusu. In psalmi točno tukaj nam spet pomagajo kot tista avtoritativna, močna opora, močna sila, ki nam je Bog daje, da z njo stopamo pred Božji prestol. Se pravi, molimo za ves svet in prosimo za prihod Božjega kraljestva, ki je še v prihodnosti. No in seveda ta praksa se je nadaljevala tudi poznej v nadaljni zgodovini cerkve. Vemo recimo, da so vsaj v 2. stoletju so nekatere cerkve odpeljale redno petje psalmov in potem so psalmi postali temelj krščanskega bogoslužja in tudi molitvene prakse. In dejansko so se zelo malo že razvili različni načini rednega branja oziroma rednega petja psalmov. Dejansko velja naslednje. Večina kristjanov v večini časov, na večini krajev je redno molila psalme. Redno, dnevno. To je dejstvo. Dejansko je tako, da to molitev, tudi če danes pogledamo, najdemo v vseh krščanskih izročilih. In bom navedel nekaj primerov, ki vam mogoče niso znani. Recimo, v pravoslavju menihi vsak teden preberejo cel psalter. V enem tednu, vsak teden. Enkrat na teden so vseh 150. Ne? Po vrsti. Ne? Potem, recimo v Srbiji sem zanimivo slišal Sava, ki je pri njih velja za svetega Savo, ki je utemeljitelj srbskega naroda. On je bil princ, on je bil pač kraljev sin, ki pa je pustil to slavo in je postal v bistvu skromen vodja samostanov in je ustanavljal samostan in on je upelil eno stvar. Nekdo v samostanu more neprestano moliti psalme. Nekje vzpostavljena je bila neprestana molitev. Prav, ko se je eno trudil, drug zamenil, ampak kot del te skupnosti posvečene je bila neprestana molitev psalmov. No in je zanimivo, da je v tistem času je šlo Srbom zelo dobro. Bil čas, ki je šlo narodu dobro. Kako bi izgledali, če bi mi danes uvedeli nenehno molitev? Kako bi to danes pri nas vedeli? No, redno branje psalmov obstaja tudi v katoliški cerkvi. Brevir je sestavljen predvsem iz psalmov. Niso razvrščeni po vrsti, ampak so pa vsi izbrani tako, da v 4 tednih prideš skozi cel psalter. Spet zbral tukaj en mesec je doba, v katerem greš skozi celo to prakso. No, ampak seveda to poznajo tudi protestantska izročila. Recimo anglikanska knjiga skupne molitve predvideva spet, da kristijani vsako jutro in vsak večer molijo psalme in v enem mesecu, da se pride skozi. In to po vrsti. In če gremo še bližje k nam, Primož Trubar v svojem cerkvenem redu enako naroča, naj se na začetku bogoslužja prebere ali pa zapoje nekaj psalmov in to po vrsti. Spet, da naj se gre po vrsti. No in dejansko je tako, da je ta splošna krščanska praksa začenjala izginjati šele pred kratkim. To je stvar zadnjih stoletij, mogoče prav zadnjega stoletja še najbolj. Krivcev za to je lahko bi našli različne krivce, ampak danes, jaz mislim, da je glavni krivc, zakaj nam kristijanom ni naravno, da vsak dan beremo in molimo psalme, mislim, da je glavni razlog je potrošniška družba, kateri živimo. Ker nas uči, da mora biti stvari instant, ker nas uči, da mora biti vse takole in nas ne priprav, nič v tem svetu nas ne priprav, da bi gradili duhovnost vztrajno in potrpežljivo na dolgo progo. Ker to pa molitev psalmov je. Molitev psalmov je rast na dolgo progo. In temu se moramo upreti. Res, v imenu Jezusa mislim, da smo poklicani, da se upremo taki mentaliteti in da začnemo graditi na ta prav način.
Tako da izziv, ki sem ga vam jaz danes prinesel in bi ga rad položil pred vas, je tole, da začnete redno brati psalme. Tukaj moram povedati, jaz sam sem ta izziv doživel zdaj že skoraj 20 let nazaj ob branju ene knjige, ki sem me tudi sem le prinesel, da so 3 knjige na to temo, se jih lahko pogledate. In glavno začel, pač to knjigo sem bral in me je pripričala, me je nagovorila, da sem začel redno brati psalme. In tako je, sadovi tega se ne pokažejo pred. Ampak, ne, po drugi strani, pa danes brez tega ne morem. To je nekaj, kamor vedno grem in vedno lahko grem, sploh, kadar je težko, kadar imam težave, ker vedno, brez izjeme, me Bog tam sreča. In to na načine, ki jih ne pričakuješ. To je tisto najboljše. Poznaš tekst približno naprej, ampak ko moraš, ko se tako približaš Bogu, te Bog sreča. In seveda, te Bog lom, mi Bog kaže moje grehe, moje napake, pa obenem mi daje vero in zaupanje, da rastem naprej, da odstranim to, kar je slabega in da posledim. In ta izziv bi danes podaljšal tudi vam. Bog nam je pripravil poseben prostor, 150 prostorov, da bi se z njim srečevali. To, če me vprašate, to je avtocesta v Božjo prisotnost. A bi vstopil v ta prostor? Bi zapeljali na to avtocesto in ostali na njej? A bi se vselili v ta prostor? Kot sem rekel, ta prostor je spadal v svetišče. To je duhovni tempel, v katerem smo v Jezusu. Psalmi so srce Svetega pisma. Preroško je v njih prisoten Jezus. Psalmi so v enem smislu povzetek, ker se gledajo nazaj na Mojzesovo postavo, gledajo pa tudi naprej na Jezusa in na konc časov. Skozi psalme utripajo vse niti Svetega pisma. Od stvarjenja do konca časov, ki ga pričakujemo. A bi dopustili, da tudi nam Jezus odpre oči, kot je učencem, pa da zagledamo njega v psalmi. In da se mu v enem smislu pridružimo, ker moramo te psalme skupaj z njim. Ker to moramo vedeti, ker moramo psalme, moramo v bistvu Jezus v nas, mi pa moramo v njem. Mi moramo združeni z Jezusom in tudi seveda moramo skupaj z vsem Jezusovim telesom. Ker to je knjiga, to je molitvenik, pesmarica, ki je zaupana vsej cerkvi, vsem kristijanom na vseh koncih in krajih in vseh časih. V glavnem, izval bi vas, da se odločite danes in da začnete in da ne končate. In to ni izziv za naslednji teden ali pa za naslednji mesec ali pa za naslednje leto. To je izziv dejansko do konca življenja. Želimo zauzeti svojo vlogo v tej zgodbi, ki jo Bog piše v Svetem pismu, v kateri smo poklicani. Ker psalmi nas točno v to zgodbo upletajo. S tem, ker molimo psalme, se vgnezdimo. Vgnezdimo se v to veliko zgodbo, ki jo Bog vod od stvarjenja sveta prek Mojzesa, Izraela, prorokov, Davida, Jezusa, apostolov, prve cerkve v Radovljici, danes 2016, pa do koncev časov. Psalmi so povzetek te velike zgodbe, ki jo beremo skozi cel Svetem pismu. In obenem so vstopanje ravno zato, ker so to že naš odgovor, ker je to odgovor tistega pravičnega človeka Bogu. Ker je odgovor Jezusa Bogu, tudi ne nazadnje je on umrl s temi besedami na ustancah. Ker je to ta prav odgovor Bogu. Ne? Mi s tem dejansko zavzemamo to vlogo, svojo vlogo, ki ima vsak od nas v tej veliki Božji zgodbi. Ste pripravljeni na izziv? Lahko bi
lahko bi naredili tako, ampak ne bom, no? Da bi poklicali ljudi gor, pa da bi molili za njih. Ampak želim vam pa reči, sprejmite psalme v svoje srce tudi. Psalme treba sprejeti v svoje srce. V etiopski pravoslavni cerkvi pravijo, da je bil David mož po Božjem srcu in potem reče, kdo se dotika psalmov, se dotika Božjega srca. Zanimiva povezava. No in če boste ugriznali v tole, imam za vas še par konkretnih napotkov, kar jih rabimo. Zdaj tako, nekomu, ki začne brati psalme, se ta duhovnost lahko zdi groba. In to je zato, ker smo v naši duhovni dieti navajeni na slaščice, in to sam slaščice. V psalmih pa dobimo kompleten meni. Ker dobimo pravo močno hrano, ne, in duhovnost psalmov je groba, zato ker je neposredna, direktna in ne olepšuje zadeve, ampak pove direkt. In to je v bistvu osvobajajoče. Realnost tako, ki je prinaša in izraz izreka neolepšano, se pravi z vsem grehom, z vsem tem, kar je grdga v nas, z vsem sramom in vsem, ampak vse to pa nese naravnost pred Boga. In v tem je moč in lepota psalmov, to jih dela toliko močne. Ne? In tako Božji duh vrši preobrazbo v nas. Tako nas preobraža, da ratujemo po novi po podobi njega, ki nas je odrešil. Se pravi, ne se prestrašiti, v psalmih je marsikaj tazga, kaj je težkega. Psalm 88, recimo. Molitev, ki se začne v temi, nadaljuje v temi, konča v temi. Tema. Nobenega Božjega odgovora, nobene tolažbe, nobenega upanja. Pa vendar, tudi to je del našega krščanskega življenja. In sam lahko rečem, v momentih, ko ti gre res težko, da prebereš ta psalm, vidiš, aha, en drug Božji človek se tudi znajde v tem. Lej no lej. Se pravi, tudi tukaj ni Bog odsoten. Tudi to je del te knjige, navdihnjene Božje besede. Psalm 88. V tem je nekaj izredno osvobajajočega, če vzamemo te molitve resno. Drug napotek je zelo pomembno ustrajati. Tukaj dejansko vas pozivam na dolgo pot. In tudi, če ste danes mogoče navdušeni, vas moramo upozoriti, da to bo slej prej minili. Kaj se zgodi, ko molim psalm, za katerega se mi zdi, da nima nobene veze zdaj s tem, kaj se meni dogaja? Kaj naredim takrat? Dve stvari. Najprej se moramo zavedati, da v psalmih zmeri molimo s celotnim Kristusovim telesom. In tudi, zdaj, če to, kar molim, ni moja realnost zdaj, je realnost nekoga drugega v Kristusovem telesu. Recimo, da sem jaz vesel psalm, je žalosten, ja, gotovo nekdo drug trpi. Lahko ta psalm obrnem v molitev za mojega brata pa sestra. In seveda obratno, če sem jaz žalosten, pa nekdo drug vesel, vemo, ja, tudi to je del naše izkušnje. In drugo je pa tole, ne? Tudi naše življenje ni sestavljeno samo iz tega, pa samo iz tistega. Ja, mogoče grem zdajle skozi žalostno obdobje, ampak vemo pa, da je tudi veselje, ki je že bilo, pa ki še prihaja. In zato s psalmom celoto svojega življenja prinašamo. Ne samo tisti trenutek, v katerem smo zdaj, ampak prinašamo celoto tega, kar smo. In izročamo Bogu in posvečujemo Bogu. Ja, no potem tretji napotek ali pa ja, usmeritev. Zdaj, kljub temu, da psalmi napovedujejo Jezusa in da so najljubša knjiga prve cerkve, so še zmer starozavezen tekst. To pa seveda pomeni tole, da z Jezusovim prihodom vemo, da so se ene stvari spremenile. Drama Božjega delovanja v svetu je šla v novo dejanje, ker so pravila mečkam drugačna. In najbolj v mojem očitna razlika, ker nam v psalmih takoj stopi pred oči, je odnos do sovražnikov. Psalmisti molijo proti sovražnikom z zelo sočnimi izrazi. Razbijem gobec. Dobesedno. Psalm 3, če ga preberete, je to. Tako mol.
In dobro, nekaj sem že tudi o tem, da to svojo jezo, ki jo imaš proti nekomu, prineseš pred Boga. Že samo v tem je gotovo vrednota. Ampak seveda drža Jezusovih učencev pa tukaj mora biti drugačna. Pavel pravi, naš boj se ne bije proti krvi in mesu, se pravi proti ljudem, ampak proti vladarstvom, proti oblastem, proti svetovnim gospodovalcem te mračnosti, proti zlohotnim duhovnim silam v nebeških področjih. Se pravi, v krščanski optiki, tako kot mi kristjani gledamo, ta mesta v psalmih, ki molijo proti sovražnikom, dejansko govorijo najprej o satanu, o demonih, o zlih duhovih, potem tudi o zlih političnih in gospodarskih silah v sodobni družbi, ampak svoje govorijo pa tudi o naših grehih, pa skušnjavah, s katerimi se bojujemo. Se pravi, te stvari moramo pa vzeti metaforično, kot prispodobno. Tukaj pa se je zgodba premaknila naprej in tukaj pa, če želimo biti zvesti Jezusu, moramo paziti, da ne obračamo psalmov proti ljudem. Ker to pa se je v ekonomiji nove zaveze, se je ta stvar spremenila in se je premaknila. In, če jih pa vzamem, to vas pa izzivam in spodbujam, če vzameš te tekste tako, ti pa te teksti lahko dejansko ogromno pomagajo. Prav v boju z grehom, v boju z zlom, v molitvi proti temi, ki je v družbi, te psalmi ti dajo moč, ti dajo izrazijo stvari boljš, kot bi jih samo. No pa to vprašanje, kaj zdaj, če molimo psalme, a to pomeni, da ne nehamo moliti s svojimi besedami? Tudi tako. Ne, nikakor ne. V praksi, meni recimo, sem ugotovil, da mi zelo pomaga tole, ker bom potem Simono tudi demonstrirala, da najprej preberem ves psalm, koliko je, potem pa grem nazaj in pogledam tista mesta, ki so se me posebej dotaknila. In potem iz tistih mest štartam svojo lastno molitev. Se pravi, svojo molitev nekoliko obesem, da pa pustim duhu, da moja molitev nekoliko izraste ven iz teh mest v psalmu, ki so me nagovorila. To in na ta način se mi zdi, Bog ugradi železo v naše molitve, ki so lahko dostakrat slamnate, ker izhajamo iz sami sebe. Tukaj pa naša molitev dejansko izhaja ven iz Božje besede in taka molitev dobi veliko avtoriteto, ker mi sami vemo, to, kar je po Božji volji, Bog usliša, je tako. Se pravi, če molimo po Božji volji, imamo lahko gotovost, da smo uslišani. Taka molitev da izjemno gotovost in avtoriteto in pogum v molitvi v bližanju pred Božji prestol. No in potem pa še čisto konkretno, kako naj bi začel. Zdaj sem vas izval, da začnite, kako naj bi začel. Definitivno predlagam, da greste brati po vrsti. Začnete jutro s psalmom 1. In naprej, 2, 3, 4, do konca, in ko ste pa 150 nazaj na prvi psalm. Za začetek koristi, da mogoče sledite kakšnemu seznamu. Jaz sem pripravil 2 seznama, ki jih lahko dam na vaš Facebook, ki imate lepo stran od Facebooka, bom dal 2 seznama. En je, kako prebrati cele psalme v enem mesecu, drug pa v 2 mesecih. Vstajajo pa tudi drugi seznami, ampak pomembno je, da enostavno začnete in ustrajate. Amen. Zdaj pa lahko demonstrirala psalm 36, ker ne bi danes v tem delu psalmov, pa bi povabil Simona, moja žena, da mi bo pomagala brati. Psalme, no, mi dva berava psalme tako, zadnjič ste slišali, da je temeljna lastnost hebrejske poezije, da je paralelizem, se pravi, da je ista misel izražena dvakrat, ali pa je izražena misel pa njeno nasprotje. In psalme se izredno lepo tako bere v paru. Zdaj to tukaj predvsem apeliram na vas, ki ste zakonci, ampak tudi sicer, če s prijatelji bereš pismo psalme, pomaga tako branje, ker da večjo dinamiko. Hudodelski govor krivičniku je sredi njegovega srca. Ni strahu Božjega pred njegovimi očmi. Zakaj v svojih očih si preveč laskan? Da bi odkril svojo krivdo in jo sovražil. Besede njegovih ust so zloba in prevara. Nehal je ravnati razumno, delati dobro. Zlobno misli na svojem ležišču. Stopa na pot, ki ni dobra.
hudobije ne zavrača. Gospod, v nebesih je tvoja dobrota. Tvoja zvestoba sega do oblakov. Tvoja pravičnost je kakor božanske gore. Tvoja sodba je kakor neizmerna globočina. Gospod, ti rešuješ ljudi in živali. O Bog, kako dragocena je tvoja dobrota. Človeški sinovi se zatekajo v senco tvojih perut. Opajajo se z obiljem tvoje hiše. V reki svojih radosti jih napajaš. Zakaj v tebi je izvir življenja. V tvoji luči vidimo luč. Ohrani svojo dobroto njim, ki te poznajo. Svojo pravičnost iskrenim v srcu. Naj ne pride do mene noga prevzetnosti. Roka krivičnih naj me ne prežene. Tam so padli hudodelci. Podrti so bili, pa ne morejo ostati. Ja, oče, okrog nas je zlo, ki si laska samo sebi, Gospod. In mi to vidimo in mi se hočemo temu izogniti. Reš nas tega, da bi si mi sami laskali, da ne bi odkrili svoje krivde in bi se obražali, Gospod. Reš nas od vsake zle poti, Gospod. In mi priznavamo, oče, da je v nebesih tvoja dobrota in da je tvoja zvestoba večja od česar. Hvala ti, Bog. Hvala ti za tvojo pravičnost, ki je kot gore. Hvala ti, ker nas ti rešuješ, Gospod, in ker je tvoja dobrota tako neizmerno dragocena. Haleluja. Hvala ti, ker se mi dejansko človeški sinovi lahko zatekamo po tvoje peruti in se nasičujemo res z obiljem tvoje hiše. Ti nas napajaš v reki svojih radosti. Slava ti, Gospod. Ti si res izvir življenja. Zadrž, ohran nas, Gospod, v tvoji milosti. Zaščit nas, Gospod, da se nas zlo ne dotakne. Aleluja. V imenu Jezusa te